Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si bomo pogledali panel na temo Zakaj gradnja državnih cest stoji s Posavskega razvojnega foruma, ki je 8. junija potekal v Kulturnem domu Krško. Na njem so sodelovali župan mestne občine Krško Janez Kerin, župan občine Brežice Ivan Molan in direktor Posavske gospodarske zbornice Darko Gorišek. Pogovor je vodila Jana Petkovšek-Štakul, urednica rubrik in prilog časnika Finance. Pa poglejmo. Vabim 3 sogovornike, in sicer mojega fotoreporterja, gospoda Janeza Kerina, župana mestne občine Krško. Prisrčno pozdravljeni tule gor, lahko si izberete kjerkoli fotelj želite. Vabim gor še vašega soseda, gospoda Ivana Molana, župana Brežic. Gospod župan Molan, lepo pozdravljeni. In še vabim gospoda Goriška, ki nas je tudi že prijazno pozdravil, in sicer direktorja Posavske gospodarske zbornice. A vam je v redu, če sem jaz tukaj takole malo dlje od vas? Boste lažje dihali, pa še vsak bo imel svoj mikrofon. Vam je v redu tako? Super. Evo, gospod Kerin, hvala, da ste se zagrebali za svoj mikrofon. Prvo vprašanje za vas vse 3 je, kaj ste odgovorili na anketo, da vidimo, kako razmišljate. Gospod Gorišek, vi ste prvi prijeli mikrofon, slišimo se. Kaj ste odgovorili na anketo? Ja, jaz sem izpostavil kadre za prihodnji razvoj. Odlično. Gospod Molan? Mikrofonček priporočam, super. Ja, lahko rečem tudi, da so kadri izjemnega pomena. Aha, pa dobesedno razmišljamo o naših naslednikih. Ja? Gospod Kerin, kam gre vaš premislek? Moj premislek je glede na to, da je mestna občina Krško energetska občina in da, kot je bilo že rečeno, da od energetike bomo oziroma smo odvisni, bom dal poudarek na energetiki. Super, hvala lepa. Mestna občina Krško je verjetno, kar se tiče razvojnih projektov, kar malček lažje zadihala, zdaj, ko je postala ravno 2 leti že, mestna občina. Sami ste prej omenili, da praznujete že cel junij, imate občinski praznik, ampak to pomeni tudi, da obiskujete v zadnjem času tudi krajevne skupnosti. Kakšen je glavni razlog? Sorazmerno sem čisto nov na tem, bom rekel, političnem parketu. V primerjavi z mojim kolegom iz Brežic, ki je že polnoletni letos ratal kot župan, sem jaz dobri 6 mesecev na tem položaju in prav in ocenil sem, da spoznam kraje, kateri so me pač podprli pri moji izvolitvi, da se seznanim z njihovimi težavami, z njihovimi problemi, kajti nekdo v mestu ali pa večjem kraju ima čisto drugačne potrebe, probleme, kot pa nekdo v nekem odročnem kraju. In s temi obiski vseh 16 krajevnih skupnosti oziroma 2 mestni četrti od tega spoznavam probleme skupaj s svojo ekipo, s svojimi strokovnimi sodelavci, ki jih čevelj žuli. In ugotavljam, da rak rana v naši mestni občini so še vedno ceste in predvsem z tega vidika, ker smo zelo razvejana občina, imamo 158 naselij, oddaljenost med njimi je velika, tako da vsi bi imeli več in pa boljše ceste. Druga stopnja je javna razsvetljava, ki je tudi povezana potem z energetiko, in pa seveda prostori za druženje in tako naprej. Ampak primarna in osnovna zadeva so ceste. Energetiko pa lokalna skupnost podpira, ne? To smo že rekli. Ja, trenutno stanje je tako, da energetiko lokalna skupnost podpira. Prepoznali in seznanjeni smo s potrebami, spremljamo tudi oziroma sodelujemo z Genom kot lastnikom Neka oziroma JEK2, ko bo, moram tukaj bo tudi jaz pozljiv, pred dnevi sem bil seznanjen, kaj pomeni JEK2 oziroma kaj pomeni NEK, da je bila lepa
bom rekel, kolegu, ki tudi tukaj sedi, da me je to seznanil. To je v bistvu tudi vaš naziv oziroma vaš naslov tega foruma je, sem mislil, da ste se vi zmotili, pa se niste zmotili. Tako da je to, podpiramo energetiko, da skrajšamo, da ne bom predolgi. Oziroma umestitev JEK2 v naše okolje. Če nas mora biti žuli NEK2, JEK2, pa nas žuli mogoče, kar se tiče brežiške občine oziroma pač cele regije, gospod Molan, tudi hidroelektrarna, ki je dobila Mokrice, ki je dobila pred 3 tedni ali 1 mesecem tako imenovano košarico, recimo država. Kako vi to komentirate? Ja, gledajte, mi smo presenečeni nad našim sistemom, ki ga imamo. Zdaj, država se je odločila, da je to nekega državnega pomena investicija, ne? In praktično v Brežicah, v Posavjih, ko smo delali, ali pa bom rekel v Brežicah, smo delali anketo in je 90% ljudi to podpira. Podpira ga investicijo ne samo zaradi objekta hidroelektrarnega, ampak zato, ker bi se sočasno uredilo marsikaj od infrastrukture, poplavne varnosti, možnosti razvoja turizma in pa seveda tudi namakanja kmetijstva in pa vsega ostalega. In moram reči, da v Brežicah ni nasprotovanja proti hidroelektrarni, mislim, da tudi Posavje, in to zavirajo neka skupina, društvo iz Ljubljane, za katerega se marsikdo sprašuje, kdo jih sploh pokriva. In to, da ta stvar ne gre naprej, jaz mislim, da je dolgoročna težava in jaz se samo bojim, da se nam zgodi ena poplava leta 2010, kot je bila, ko bo ponovno recimo po 2 metra vode v določenih hišah in ko bojo seveda vsi iz cele Slovenije, politiki, vsi prišli se jokali nam tako, kot so se nam takrat v onim, kak je to grozno, kak so ljudje bogi. Dejansko pa noben nič ne naredi za to. Zato jaz mislim, da je to škoda. Škoda je pa tudi z ekonomskega vidika, kaj ti treba povedati, seveda, da na nek način gre za dokončanje verige, ki bi tudi bistveno bolj optimalno delala. S tem bi bilo tudi nekako tisti osnovni pogoj narejen, da bi se ta val, ki ga moramo zagotoviti, ker ta zadnja hidroelektrarna na nek način tudi izravnalna in dejansko smo zdaj naredili eno verigo, kot bi je naredil hišo, nisi pa naredil praktično streho, ki bi zakončal, tako da z tega vidika je nerazumljiv in mi si želimo čim prej, da gremo naprej. Bi pa mogoče še dal en komentar o energetiki. Jaz moram reči, da energetika za Posavje pomembna, sem pa razočaran nad joj. Osebno, kajti mislim, da Posavje bistveno premalo od energetike. Dejstvo je, pa lahko grem na gen energijo. Jaz sem bil 18 let, so že povedali, 2005 sem bil takrat, ko smo gen energijo nekako oživeli, bila je sicer firma ustanovljena, vendar ni delovala in takrat smo bili zelo ambiciozni programi. Kako bo v Posavju, ne vem koliko zaposlenih na račun tega, kako se bojo delali razvojni programi in ostalo. Na koncu mislim, da v Geni je zaposleno nekaj okoli 60 ljudi, 600 jih je izven Posavja. Nazadnje vemo primere, ko smo, pa prav da povem, ko so štipendirali prek štipendijske sheme kadre in so rajši vračali, kot da bi jim zagotavljali zaposlitve. Tako da jaz mislim, da energetika je pomembna, včasih nam pa popači sliko in imamo izjemno visok BDP, marsikjer, ker smo mogoče tudi prekrajšani za kakšna evropska sredstva in če je energetika res tako pomembna za slovensko merilo, bi Posavje moglo biti med bolje razvitimi, ne pa da smo še vedno tam nekje v spodnji polovici razvitosti. Tako da tudi moja vizija za naprej in jaz jo skozi razlagam tudi na svetu regije, če se bomo odločali o nuklearki, je potrebno najprej narediti razvojni koncept razvoja kompletnega Posavja, ne pa samo razvoja energetike in pa enega infrastrukturnega objekta, ki ne glede na to prinaša veliko pozitivnih, prinaša pa tudi marsikaj negativnega. Tako da jaz mislim, da tu treba res temeljito Posavje razmisliti, kaj bomo vse naredili in če bomo prišli do nuklearke, na katerem mestu razvoja bo Posavje. Hvala, iskrena hvala za ta poudarek. Če vas zasrbijo roke, mirno zaploskajte, če se tako zelo strinjate, kot se jaz strinjam. Tako da res hvala za to mnenje.
Gospod Gorišek, pa tudi za gospoda Molana konec koncev tole vprašanje. Premalo se verjetno pogovarjamo, kakšen neposredni vpliv ima neizgradnja, zaenkrat imamo rdečo luč, hidroelektrarne Mokrice na gospodarstvo. In sicer, če ne bo zgrajena, oziroma ker se ta postopek še ni začel, to neposredno vpliva na izgradnjo industrijsko oziroma navezavo industrijske cone na Brezina. Če lahko, gospod Gorišek, vi pojasnite, zakaj je pravzaprav ta navezava tako zelo pomembna in zakaj je pravzaprav pomembno, da se hidroelektrarna začne graditi. Oziroma, da podjetja dobijo nove infrastrukturne projekte, ki jim bojo potem omogočili nadaljnji razvoj. Hvala lepa za vprašanje. Uvodoma bi sam povedal, da je izgradnja verige hidroelektrarn na spodnji Savi projekt stoletja. In v večini, skoraj 90% do zdaj izgrajene verige so izdelale slovenska podjetja. Če to mi pretvorimo v številke, govorimo o milijardnih zneskih, o enomilijardnem znesku, nekaj več. Tudi sama investicija Mokrice je tako zelo na prst, za lažjo predstavo, težka 200 milijonov. Pa če rečemo, da je to 90% za slovensko gospodarstvo, se pravi za gradbeništvo, za projektivo, za strojno industrijo in tako naprej, lahko hitro izračunamo, kaj to pomeni. Kar pa se tiče same izgradnje oziroma dokončanje, je tukaj ključnega pomena, da se znebimo samo enega prehoda skozi Savo. V Brežicah imamo edini most, jaz se spomnim, tam cirka 72 leta je bila ena večjih poplav, ne taka kot leta 2010. Bil sem fantič in ko sem se peljal čez z avtom, sem mislil, da sem prišel na morje. Ta most je danes edina povezava. Tako je. Med Kranjsko, ko je gospod Frankl spraševal, kje smo, in pa Štajersko. In pa edini dostop do avtoceste, kar je zaskrbljujoče. Most je star, most je potreben tudi verjetno že kakšne revitalizacije. V sklopu Mokrice pa se bi izgradil dodatni most, ki bi se navezal z industrijsko cono Brezina in pa tudi potem povezal z Šentlenartom, pa z ozadjem Krško in pa ostale kraje. In to je ključnega pomena za nadaljni razvoj tankajšnje industrije. Podjetje TPV Automotive je preselilo sedež v občino Brežice, cirka 700 zaposlenih, ima celotni TPV Automotive na 4 lokacijah, ne samo v Brežicah. Tako da, in pa recimo čistko je njihov prispevek, glede na to, da so se preselili v Posavje, je za leto 2022 dobrih 150 milijonov prihodkov, in pa recimo tako slabih 6 milijonov dobička, ki so ga ustvarili. Skratka, če se želimo razvijati na tistem področju, je to enega ključnega pomena. Jaz verjamem, da bo do tega prišlo, kako bo prišlo, vam ne znam povedati, ampak jaz upam, da bodo v Ljubljani slišali naše predloge in pa želje. Kakšni so kaj komentarji podjetij, ko vidijo, da se v bistvu ti projekti, ki so dejansko nujni, ne premaknejo? Pa jaz bi nekaj nam zdaj citiral, kaj rečejo, ampak kaj mene večkrat osebno zbode. V Sloveniji imamo odlične in vrhunske gospodarstvenike. Za nekaj 10 milijard poslov se znajo zmeniti v tujih jezikih. In ne vidim razloga, zakaj nas ne razumejo v Ljubljani, v materialnem jeziku. To je meni nerazumljivo in si ne znam razlagati. Jaz mislim, da je tukaj pomanjkanje predvsem odločnosti in pa želja, da bomo v nekem roku speljali in naredili vse, da se to tudi realizira. Verjetno gre tudi za pomanjkanje zaupanja, ne? Ob nekomunikaciji, tudi to, kot je gospod Muha izpostavil. Pa komunikacija ima tukaj zelo velik pomen, prav gotovo. Tudi nasprotnike je potrebno slišati ali pa drugačna mišljenja. Pa vendar nekako v naši zavesti mora biti, če je večina za, če večina to podpira, potem morajo tudi tisti, ki to ne želijo imeti ali vedeti v svojem okolju, potem to sprejeti. Jaz bi izpostavil še hidroelektrarno Brežice,
kjer so bili zgrajeni številni nadomestni habitati. To je ena taka reč, ki je redko, ki je videna v Evropi. Zato je lahko tudi mogoče za zgled za Hemokrice. Prav gotovo tudi bili so ideje v projektih, da bi to kazali širše mladim, tudi tujcem, da bi prišli ob kolesarjenju ob Savi, da se to ogledajo. Ne. Pa vendar jaz mislim, da je tukaj tudi mediji precej ponagajajo, če tako rečem, ker niso pozitivistični in kažejo dobre stvari in pozitivne vplive. Preveč je negativizma in če se tega ne bomo znebili, bomo težko naredili naslednji korak. Gospod Molan, infrastrukturni projekti, ki si jih trenutno najbolj želite, zdaj smo že izpostavili most čez Savo, kaj se kaj dogaja pa z obvoznico, oziroma če so kakšni drugi projekti, ki se vam zdi, da so bolj pomembni? Ja, jaz bi mogoče šel malo na širši problem Slovenije. Ne? V Sloveniji imamo en veliki problem, da imamo vsake 2, 3, maksimalno 4 leta eno vlado in to mogoče niti ne bi bil to takšen problem, če ne bi vsaka nova vlada prišla in bi morala vse podreti, kaj je prejšnja naredila in svet postavljati na novo. In razlog, zakaj se stvari ne premaknejo, vidite, zdaj se že 1 leto ukvarjamo s tem, da vse ljudi, ki so do zdaj delali, da jih naredimo, da so bili nesposobni, da jih odstavimo, postavimo nove ljudi, ki ponavadi nucajo leto dni, da bi kaj naredili. Po letu dni počasi že pogruntajo, da se jim začne stolček majati in stvari se ne premaknejo nikamor. Zdaj, kar se infrastrukture tiče, vsi govorijo, krive so občine, najlažje reči župani in to je s tem stvar rečeš. Vendar dejstvo, tisti, kjer smo v življenju kaj naredili, pa kjer ste v gospodarstveniki, pogledate številke. Brežiška obvoznica od most in pa obvoznica je bila sprejeta 2013. leta. Po 10 letih smo zbrali v Sloveniji komaj 400 000 evrov, da smo en delček obvoznice začeli projektirati. In še to zdaj ne vem, ali bomo do februarja prišli z gradbeno dovoljenje, čeprav je sprejet DPN, občine smo naredili, s civilnim iniciativom smo se takrat dogovorili in stvar je rešena. In če gledam zdaj, ta obvoznica samo, brez povezave do Krškega ne govorim zdaj, obvoznica most, ki naj pride do Brezine, od Brezine seveda treba pa še narediti povezavo do Krškega, je ocenjena na 62 milijonov evrov, približno. Vemo, kako grejo cene gor in do leta 2027 imamo v NRP 1 600 000, po 27. letu, lahko je to tudi leto 2050, pa še 24 milijonov. Ampak teh 24 milijonov teh NRP po 24. in 25. letu, a ne po 27. letu, ko so noter, je toliko noter, da sigurno večina tistega sploh ne more biti, ker tisti NRP po 27. letu sploh po moje niso usklajeni in so vse, kar jim ne paše, vse bo po 27. letu. Zdaj, če poslušate, vsi župani bojo imeli po 27. letu plače, delavci bojo imeli po 27. letu, investicije bojo po 27. letu, o nuklearki bomo po 27. letu začeli razmišljati. Seveda, takrat, ko bo že konec mandata, ko bomo spet lahko vse obljubljali. In dejstvo je, da seveda mi bi morali vedeti, če smo si mi neko strategijo dali, če hočemo imeti v Posavju nuklearko, če hočemo skladišče, je nujno imeti 2 dovoza cest. Eno je, da prideš na avtocesti na Mokricah oziroma na Čateži dol in da prideš uvoznica praktično do Drnovega. In to je bilo v plani že dolgo leta, govorimo se veliko o tem, vendar dejstvo je, na koncu ni nič. Pride, se rečem, nekaj se začne, potem se vstavi, potem iščemo vedno neki zgovor, vedno je nekdo kriv, enkrat je ribica, enkrat je metuljček, enkrat je nekdo drug. Ključna stvar pa je, da nobeden ne zagotovi tisto, kar je osnova denarja. In če ni te neke volje, pa še nekaj, ne? Tudi prej smo govorili o Ljubljani. Ne? Dejstvo je, če bi država speljala decentralizacijo, ne bi bilo v Ljubljani take gužve, ker jaz res ne vem, v Sloveniji na 100 km radiusa, da se moramo vsi v Ljubljano voziti za vsako stvar, zakaj se ne bi pa z Ljubljane, kjer mogoče kjer proti Mariboru, proti Brežicam ali pa proti Kopru in bi bila ta stvar čisto bistveno razbremenjena. In jaz sem že enkrat pred leti rekel, da se Ljubljana praktično za svoje požrešnosti, ki hoče vse v Ljubljani imeti, ničuje vse ostalo. In mi bomo lahko jutri prišli na 6 uvoznic, pa bo samo še tam živeli, drugje pa več tak nekoga ne bo. Tako da jaz mislim, da je ključno tudi pri tem, da se decentralizacija naredi, da se službe razdelijo.
tudi kapital regije in pa seveda tudi uvoznice po teh cestah in potem ne bo noben problem, če se mi v Ljubljano pripeljamo, se bo tudi lahko Ljubljančan v Krško pripeljal. Jaz se spomnim, kak problem je bil, ko so rekli, naj bi bil sedež Arava v Brežicah, ne v Brežicah, v Krškem in naenkrat se nobeden ni mogel vedeti, je bilo treba ga nazaj v Ljubljano predstaviti. Zdaj ne vem, ali je v Krškem ali ni v Krškem, glavnem. Vedno so te borbe, ne? In to trebamo doseči in pol, če bomo to dosegli, bojo mladi delali pri nas, bojo imeli zaposlitev, bojo imeli višji standard, bojo stanovanje in bo tudi Slovenija enakomerno razvita. Drago občinstvo, če imate kakšno vprašanje, kar na plano z njim, gospod Kerin bo dopolnil. Jaz bi sem dodal, recimo, jaz sem tudi delal v državni upravi skozi, lahko rečem, sem se vozil v Ljubljano v službo in tako naprej, ampak v končni fazi tudi nepredstavljivo mi je bilo, ko sem prišel na občino kot župan, da je neka stvar od leta 2006, ko je bil sprejet DPN, pa še vedno ni realizirana. 2013 je bila javna razgrnitev, govorim o tej obvoznici Brežice-Krško, 2013 je bila javna razgrnitev. Danes smo 2023, pa moja prva službena pot, v tujino je bila v Ljubljano, do gospoda Willenparta na DRSI, in razen dejstva smo se mu potem vsi smejali, ko je rekel, sredstva so zagotovljena, vendar jih ni. Pa je rekel, pa me razumete, če me lahko. Tudi mi danes res mi je hudo, da ga ni, kljub temu, da smo ga oba z Jano vabila. Tudi v Krško je prišel, smo ga gostili. Šli smo na lokacije, pogled vseh državnih cest, 117 km imamo državnih cest v mestni občini Krško, pa se zaenkrat zadeva ne premika. Jaz ne vem, kaj lahko naredimo kot lokalna skupnost, razen tega, da pišemo, da klicarimo, da prosimo, ne vem. Če imate vi rešitev, povejte, bomo probali tudi to narediti. Jaz sem zato, da sodelujemo, kot je bilo že prej parkrat rečeno, da se pogovarjamo in če imate kako rešitev kot Posavčani, končni fazi je tukaj za regijo, da lahko te stvari premaknemo naprej. Tudi preko politike smo probali, podali smo obrazce trenutni oblasti, da nam bo pomagala, ker imajo to moč, ampak zaenkrat razen tega, da smo poslali te obrazce, takoj ko smo zasedli to župansko mesto, so mi uprava pripravila to, odgovorili na njihova vprašanja, kaj te obrazce ne bi zajemali, da bomo hitrejši postopke pospešili. Do danes, v 6 mesecih, ni bilo nobenega odgovora, razen obiska in pa ponovno obljubo, da se bomo videli septembra, da bojo prišli spet dol. Malo bom ciničen, verjetno je bilo dobro kosilo, ko smo jih peljali na kosilo. No, ampak eni 3 projekti, kar se tiče rekonstrukcije državnih cest, so pa najbolj aktualni. Lahko izpostavite, kjeri to so, ki ste jih seveda odpirala z Willenpartom. Kar se mestne občine Krško tiče, to vsekakor most v Podbočju. Nepredstavljivo je, da v 21. stoletju otroci ne morejo ali pa morajo iti po dežju, po snegu, peš, ker jih avtobus ne more pripeljati do njihove šole. Druga stvar je, jaz ne predstavljam, kaj bi bilo, če bi zagorelo v Podbočju, razen prostovoljne gasilske ekipe, ki vprašanje, kako ima usposobljena sredstva in tudi posadko, rabijo naši poklicna gasilska enota, ki imamo v Krškem, bom rekel, iti čez Kostanjevico ali pa čez Krško vas, da pridejo v Podbočje. Skratka, tukaj ne govorimo zdaj o nekih nadstandardih, govorimo o osnovni potrebi, da te otroci še vedno morajo hoditi peš po snegu in tako naprej v šolo. Ker pač most, ki je trenutno postavljen tam, je samo do 3,5 tone, to je maksimalno, in izlaga na drugi strani in potem pride tudi tam iskati. In tudi že so narejeni projekti, vse je narejeno, vse je pripravljeno. Zdaj smo dobili, da je pogojevanje to z izdelavo obvoznice preko Kostanjevice, skratka, lahko rečem, da je tako, da se zadeve odmikajo tudi tukaj, čeprav verjamem, da bodo prisutni, če drugo ne, zaradi otrokov in pa zaradi varnosti vseh teh prebivalcev v tem delu Podbočja, potem Gorjancev. Druga taka cesta je sigurno Krško zdole. Govorimo o cesti, kjer se že avtobus naslonil z otroki, zopet bom otroke omenil, pa ne želim izpostavljati, naslonil na brežino in v bistvu dejansko so ti otroci splezali preko strehe oziroma preko, ne vem, kako se tistemu reče, odprtine šibe daha, bi rekel, na osebnih avtomobilih, da so prišli na varno.
Skratka, cesta je dejansko katastrofalna, ne samo nevarna, ampak res nevarna. Tudi po tej poti smo peljali obiske iz Ljubljane, da so si to na lastne oči prepričali, se zavedajo, bodo, ampak ne vedo še kdaj. Naslednja taka cesta, ki govorimo o državnih cestah, normalno je tudi Senovo Podsreda, nič boljša, žalostna, nevarna. In tudi še gospod Bogovič, evropski poslanec, trenutni je bil župan na tem mojem mestu, ko jim je takrat zagotavljal, da bo ta cesta narejena. 11 let je bil, mislim, da je bil moj predhodnik gospod Miran Stanko, pa še vedno nismo daleč od projekta. Moram pa potrditi, da mestna občina Krško ima pripravljeno vse, kar potrebujemo za pripravo. Se pravi, tisto, kar je dolžnost mestne občine Krško, se pravi pločniki, javna razsvetljava, ostala infrastruktura je pripravljena, žal pa država tukaj zopet odlaša. Morda še omenim cesto Križaj proti Podbočju. Bom rekel, od teh treh, ko sem naštel, še najmanj nevarna, vendar pa zato nič manj potrebno obnove. Se nam malček že izteka čas za tale naš pogovor. Med nami so mladi, naš pogled je ves čas na teh forumih usmerjen v prihodnost. Kaj lahko iz škornjev vas treh, vsak posebej, mladim recimo napove, kaj se bo v prihodnjih 10 letih dogajalo njim v prid? Lahko govorimo in o izobraževalnem sistemu, o infrastrukturi, o stanovanjih itd. itd. Mogoče kar vi, gospod Kerin, kaj lahko mestna občina Krško v prihodnjih letih naredi, da bojo mladi videli smisel ostati doma in graditi razvoj v bistvu mestne občine Krško? Statistika kot taka je žalostna. 47,3%, nekaj tako, bom rekel slabih 48% naših, bom rekel, zaposlenih mladih se seli dnevnih migrira v Ljubljano na službo in pa druge kraje oziroma druga mestna središča. Zdaj kot mestna občina Krško smo, oziroma je že v preteklosti, pa tudi nadaljujemo s to politiko, to, bom rekel, dobro prakso z izgradnjo stanovanj neprofitnih, da bomo pač omogočili začetek bivalnih prostorov, da bodo lahko mladi začeli v tem okolju bivati. Tukaj smo začeli tudi z izgradnjo inkubatorja, zdaj gremo v izgradnjo poslovnega inkubatorja, se pravi, da bi tiste podjetnike, mlade ljudi, ki danes ustvarjajo v garažah, v pogojih, ki pač niso, oziroma so jih prerasli, da bojo lahko dobili primeren prostor za njihov start, za njihov začetek in verjamem, da bo to tudi en del tak, da bo marsikateremu podjetniku, ki razmišlja ali da bi nehal ali da bi selil svojo dejavnost kam drugam, da bo ostal v Krškem. Tukaj so tudi pričakovano oziroma prihodnosti načrtujemo tudi vse ostalo sekundarno infrastrukturo, ki sovpada z bivanjem, se pravi zagotovitev dovoljnega števila vrtcev, šol, prostorov šole, izobraževalnega sistema, primarnega zdravstva. Skratka, delamo vse na to, da bodo ti mladi ljudje imeli razlog, zakaj ostati v Krškem in pa seveda posledično se temu tudi pripravljamo na, bom rekel, umestitev JEK 2, s katerim se pričakuje povečan prihod tudi tujcev, predvsem visoko izobraženega kadra, da bodo lahko imeli svoje nastanitve v naši mestni občini. Odkupujemo stare, ko imamo pač sredstva, odkupujemo stare domove po mestnih jedrih. Na pogovorih smo z sosednjimi investitorji za izgradnjo stanovanj. Skratka, delamo vse to, da bomo, ko bo prišlo na to v mestni občini Krško na njihov prihod in pa seveda na domače mlade ljudi pripravljeni. Gospod Molan, občina Brežice kako pravzaprav skuša zadržati mlade doma in jim tudi ustvariti pogoje, da bodo motivirani potem ustvariti svoje družine in zagotoviti oziroma podpreti razvoj lokalne skupnosti? Zdaj, nekako moje vodilo ves čas, pa tudi, če se grem malo nazaj, kar sem obljubil kot ljudem, ko sem kandidiral že 6. je, da občina Brežice želi biti prijazna najprej do svojih občanov, zagotoviti jim kvalitetno okolje za bivanje in pa seveda tudi do turistov. Večji težav pa, ki ga imamo, je pa kako zagotoviti kvalitetna delovna mesta. Zdaj, vsi vemo, predelovalna industrija je pomembna, vendar v predelovalni industriji vemo, da je relativno malo kadrov
z našega okolja, ki je pripravljeno delati oziroma ki jih to veseli. Dejstvo je, da če mislimo, da bomo na dolgi rok uspeli zadržati kadre, mlade v Posavju, mislim, da nujna bi bila neka regionalizacija. Druga stvar pa seveda je nujna, da se razvijajo tako bolnišnice, raziskovalni centri, vzgojno-izobraževalne in pa še ostale stvari. Zakaj? Kajti dejansko to so pomembni zaposlitveni tudi, bi rekel, delovna mesta. Pa naj bo to v bolnišnicah, v zdravstvenih domovih. Vemo, da socialno skrbstvo je ogromno delovnih mest in pa seveda tudi izobraževalne in ostale stvari. Tako da jaz lahko rečem, da sigurno Brežice je mesto, v katerem je prijetno bivanje, v katerem imamo vedno dobro okolje, veliko dobro oskrbo, tudi relativno dobro, no, čeprav vemo, da so težave skozi, tako z zdravstvom, z športno infrastrukturo in vsem ostalim. Bi si pa želel seveda, da v Posavji se uspe zagotoviti kvalitetna delovna mesta in za mene bi bil pogoj, če bi Posavje pristalo, če bomo prišli tako daleč na nuklearno, da je eden pogoj, da se tudi pripeljajo druge inštitucije, ki bo omogočalo zaposlovanje visoko kvalitetnih delovnih mest in pa dobrih kadrov. V nasprotnem primeru bomo več ali manj seveda nek tranzit, ki se bomo vozili proti centru, mogoče bojo bivali, ampak vse ostalo bo pa za manj. Tako da jaz vseeno lahko rečem, da kvalitetno okolje imamo, dobro bivanje, je pa res, da bi si želel, da ne bi bilo potrebno za kvalitetna delovna mesta hoditi v druge regije. Hvala lepa za te poudarke. Gospod Gorišek, če vas mladostnik zdaj le vpraša, zakaj naj pravzaprav tukaj ostane, kaj mu boste rekli? Pa jaz bi rekel, da so teh v drugi vrsti srečneži. Generacija živite v Evropski uniji, nobenih omejitev nimate. Imate izvrstno okolje, kjer živite, imate vse možnosti, da izkoristite svoje potencijale. Imamo številna izjemno kakovostna delovna mesta v Posavju, tako da župan tukaj bova mogoče da je kakšno rekla. Več kot pol delovnih mest imamo v Posavju z nadpovprečno dodano vrednostjo in nadpovprečno slovensko plačo. Jaz verjamem, da so številni izzivi pred vami. Verjamem, da bo marsikdo od mladih šel po svetu. Hvala Bogu, da bo zbral ta pogum in da bo šel. In sem prepričan, da se bo tudi vrnil. Vprašanje ali kmalu, ali čez 5 ali 10 let. Živimo v takem okolju, ki ga nam zavida cel svet. Vsi pa tega ne znamo razlagati sami pred sebi. Imamo lepo naravo, skoraj divjino, par 10 kilometrov si v Gorjancih ali na Bohorju ali kjerkoli druge. Imamo izjemno dobro okolje z infrastrukturo, kar se tiče turizma, možnosti, izjemna kakovost življenja izven delovnega časa, tako da Posavje je privlačna regija. Pogrešam pa tukaj, ker imam 2 župana sogovornika, nikoli do sedaj nismo na razvojnem svetu nekli eno besedo, kako bomo v Posavje privabili mlade, izobražene kadre. In to je pa največji izziv, ki ga imamo vsi pred sabo, poleg rojstev, problema demografije. Nataliteta, ja. Ja. To so ključni izzivi. In sem vesel, da so danes mladi z nami in da sem vam lahko povedal, da bodite pogumni, upate se v življenju in sledite svojim smerem, ki ste si jih zadali. In zagotovo bo uspeh prišel slej ali prej. Super. Iskrena hvala. En velik aplavz vam trem za pogovor, za to, da ste tako iskreno delili svoj premislek. Vas prisrčno vabim v dvorano in bom izkoristila, gospod Gorišek, to vaše razmišljanje, mladi živimo v evropski skupnosti, pravzaprav ni meja. Pojdite izkoristiti priložnosti, ki jih Evropska unija daje, ampak pridite nazaj.